Osrednja tema letošnjih slovenskih dnevov knjige v Mariboru, kot je napiše Knjiga 2012, je bila metafora. Obiskovalci razstave v Univerzitetni knjižnici Maribor pa so malo za šalo, malo za res glasovali tudi za mis metafore. Ker je metafora edini miselni pripomoček, s katerim lahko pridemo do česa novega in pisana beseda edini način razumevanja knjige, smo ljudi na ulici poprašali o tem, koliko in ali sploh berejo. Kakšne so vaše bralne navade? Ki ste me našli. Moje bralne navade. Ja bom rekla, ko sem hodila, zdaj, ko hodim na faks, bolj ko ne berem knjige za faks, ko pa imam čas, se pravi poleti, med počitnicami, pa berem tudi ostale knjige, ne. Recimo, kaj je to ostala knjiga? Recimo, če se obrnemo tukaj kar k založbi KMŠ, ta knjiga je zelo dobra, sem jo prebrala. Kratko čudovito življenje Oskarja Wilda. Pa ta tudi, Kate Chopin Prebojenje. Sem tudi član KMŠ, tako da si kar pri njih kupujem knjige, bolj ko ne. Pa tudi tja, če se obrnemo, vse ki pupe rabimo znati v unih rečeh. Zelo dobra knjiga, tako sem se nasmejala, da sem se jokala zraven. Ponovadi vsak dan preberem kaj strani od kakšne knjige. Ta hip sem si izbral enega Nobelovca, Rusa. Ja, moje bralne navade so bile zelo, zelo velike, odkar pa imam glavkom, pa so male. Ja, občasno, ne. Recimo, kolikor mi dopušča čas, seveda se vračam knjigi, to je dejstvo. Recimo, katera je vaša najbolj priljubljena tematika ali pa kakšen najbolj priljubljen avtor? Zgodovina, recimo, težko bi rekel od avtorjev, da bi vzpostavil nekoga, ampak pretežno, ne, tudi tuja domača zgodovina, pa strokovna literatura. Jaz še danes v bistvu dosti čitam, čeprav časa ni, ne, to je največji problem. In tudi raje vzamem v roko knjigo kot pa internet. Imate morda kakšno posebno afiniteto do slovenskih avtorjev? Do slovenskih avtorjev. Deso Muck sem zelo dosti brala, ko sem še bila najstnica, ne. Zdaj pa bolj, ko ne, tuje avtorje berem. Tudi Jančara sem si privoščil, pa tega Lanščka, tako. Prej sem že gledal Prešerna, ne. Prešerna sem po svoje zaljubljen, že od nekdaj. Bil mi je, moram reči, Janša. Ja, Jančar. Tak je, ne Janša. Jančar, ne. Ja, to, no, vse ta je bil tak Mariborčar, zdaj je šel v Ljubljano in tako dalje. Bil je zaprt, potem pa je Jovo na novo začel, ne. Mislite, da bo digitalna knjiga prehitela klasično knjigo? Jaz mislim, da bo. Zelo dosti prijateljev že to uporablja, tako da internet bo po mojem mnenju prevzel knjige, no, in časopise in vse. Tudi sam sem avtor nekaterih knjig, pa jih imam tudi že v elektronski obliki, ampak težko je biti prerok v tem času, kaj bo prevladalo, ne. Knjiga v papirni obliki ima tudi svojo vrednost, mislim. Zdaj, če bo prehitela, to ne bi mogel reči, ampak zagotovo si pa konkurirata, ne. Ampak papirne izdaje so še vedno prijetne za prijetje v roke, za branje, pa tudi starejša populacija zagotovo raje prebira klasične knjige, kot pa digitalne, ne. Kaj pa si ti nazadnje prebrala? Grozni Gašper, Prijatelji 4,5. Pa rada bereš? Ja, Zakaj? zato ker dobim domišljijo, pa ker je zelo zabavno. Ti bereš rad? No ja, tak. Kaj si pa prebral nazadnje? Harry Pottera in Jetnik iz Azkabana. No, ja ne naglih tako rad berem knjige, zdaj berem knjigo Matildo, nazadnje sem pa prebral Hektorja. Super, kaj pa kakšen slovenski avtor, ki vam ga naložijo v šoli? Ne poznam jih na pamet. Knjige pa je mogoče uporabiti tudi drugače. Dokaz za to je ameriški interdisciplinarni umetnik Brian Detmer, ki iz knjig izdeluje skulpture. Pri svojem ustvarjanju uporablja lepilo ter različne nože, pincete, skalpele in druge kirurške pripomočke, s katerimi zareže v najrazličnejše starinske knjige. I want people to sort of initially be surprised and intrigued by what I've done, but also by the book itself, and to think about the history of books and how important they are to us, what's happening right now with books as some of them are losing value as the internet takes over with some, and to sort of contemplate why books are important to us and what the future of books will be. Lahko bi torej rekli, da se Brian Detmer rad zakoplje v dobro knjigo, in to dobesedno. Njegove skulpture pa si lahko ogledate do konca maja v razstavišču Univerzitetne knjižnice v Mariboru.